Prva stvar je, da zadevo morajo, če bo odvetnik trdil, da blockchain kot tak razume, pa ne bo imel dosti vprašanj glede same tehnike produkta, potem je to rdeč alarm. Zaradi tega, ker je dejstvo, da smo pravniki, ne developerji in zadeve, pač koliko imamo mi stika s temi torej developerji, je zelo težko razumeti kot pravnik. In vsak token ima svojo ekonomiko, vsak token ima svoje tehnične specifikacije in če jih ne razumeš do potankosti, imaš ogromno vprašanj, potem je to že prvi alarm. Torej, če bo predlagam, da pač se vedno prvič vam mora oseba biti osebnostno prijetna, kar pomeni, da lahko z njim sodelujete, ker odvetnik mora pač biti, oziroma pravnik mora biti non-stop involviran v proces, ker če sam ne diha s procesom in ne ve, kaj se dnevno dogaja, vemo pa, da se v teh ICO postopkih zadeve spreminjajo iz dneva v dan, od tega, kdaj se bodo zbirala sredstva, do tega, kakva bo ekonomika tokena, to se dnevno spreminja. Mora spremljati, kaj se dogaja na Telegramu, Mediumu in podobnih komunikacijskih kanalih. In torej mora biti pač nekdo, ki vam je osebno ok. Zdaj, druga stvar, ki je, da če vam ponudi hitre rešitve in ve, da in je rešitev dejansko kot da že na papirju, tako da pove, ja, tak se bo naredilo, brez da ste imeli res poglobljene sestanke, potem je to spet rdeč alarm, ker pomeni, da se neke sample rešitve uporabljajo na vaš primer, kar je vedno slabo. To pač, če delaš po šimlu, je rezultat zelo slab. To je ena stvar. Potem, torej, to je druga stvar, da mora biti res poglobljeno sestankovanje z odvetnikom oziroma pravnikom. Tretja stvar pa je, da seveda ima izkušnje na tem področju in ve, kaj se dogaja v mednarodnem okolju, in pa predvsem, da ima močen network, ker večinoma je zadeva, tokena ne prodajaš v Sloveniji, tokena ne prodajaš samo v Nemčiji, ampak jih prodajaš globalno, kar pomeni, da moraš imeti nekoga, ki obvlada. Če prodajaš v Ameriki, mora imeti nekoga, ki bo v Ameriki povedal, da je ok. Če prodajaš v UK, mora biti nekdo, ki v UK-ju ve, da je ok. Če prodajaš v Aziji, mora vedeti, da je v Aziji ok. In če imaš pravnika, ki svaštari, da pač da obvlada vse mogoče zakonodaje, ne, potem je to tudi znak, da očitno se malo lahkomiselno loteva zadev. Tako da jaz bi predlagal, da nikoli se ne za prvega odločiti, pojdite na 2-3 sestanke, pa boste videli, najbolj pomembno je, da je nekdo, ki se zna hitro obrniti, je brihten, pa predvsem bolj človek akcije, kot pa teoretiziranje dolgega, pa da ima močen network. To pa hitro lahko pač sami preizkusite, pa predvsem se ne počutiti pred pravniki pa odvetniki, kjer je mogoče okolje malo bolj formalno, pa neprijetno za mladega podjetnika, se ne počutiti nič v podrejenem položaju, ampak kar dajte vprašanja, pa sami postavljate pogoje.